Dunja Baja, ki nam spregovori o ljudski kuhinji na Streliški, do ljudske kuhinje na Zalaški cesti v Ljubljani. Referat se osredotoča na predstavitev ljudske kuhinje pod Strehco, ki danes deluje na Zalaški cesti v Ljubljani in ugotavlja, da je v sedanjosti pri posameznikih, zlasti pri starejših občanih v Ljubljani in nasploh v Sloveniji še vedno prisotno pomanjkanje hrane. Pred samo predstavitvijo pa bi spregovorila nekaj besed o prvotni ljudski kuhinji, ki se je nahajala na Streliški ulici v Ljubljani. To je danes tukaj noter Aldorfska šola. Podrobneje bom o njej, bom rekla o tej prvotni ljudski kuhinji, spregovorila v prispevku za zbornik. Ljudska kuhinja je pričela delovati leta 1877 v okviru društva Ljubljanska ljudska kuhinja, od leta 1887 Ljubljanska dijaška in ljudska kuhinja na Streliški ulici v Ljubljani. Odkot pobuda za njeno ustanovitev, lahko rečemo, da je bila ena od glavnih pobudnic za ustanovitev publicistka, urednica, družbeno angažirana Hedvig Plemenita Radič-Kaltenbrunner, Dunajčanka, ki se je sredi 70-ih let 19. stoletja z družino preselila v Ljubljano. Poznala je evropske trende v humanitarnem delovanju, bila seznanjena z dogajanjem na Dunaju v Berlinu, poznala je idejo Line Morgenstern, ki je bila pobudnica ustanovitve prve ljudske kuhinje v Berlinu. Lina Morgenstern je bila takrat v tistem času urednica časopisa Deutsche Hausfrauenzeitung, v katerem je objavljala tudi Radičeva. V glavnem Radičeva je tudi že v času bivanja na Dunaju spoznala delovanje in poslanstvo ljudskih kuhinj v Habsburški monarhiji. Na Dunaju je bila ustanovljena prva ljudska kuhinja leta 1874, do konca 19. stoletja je bilo v mestu že 10 ljudskih kuhinj. Radičeva se je torej odločila, oziroma ona je videla možnost v ljudski kuhinji za pomoč socialno ogroženim svojim prebivalstvom in zato se je odločila, da bi to idejo predstavila tudi v Ljubljani in bila pri tem tudi uspešna v teh imovitejših slojih. Vse do konca druge svetovne vojne je ljudska kuhinja kot javni dobrodelni zavod nudila hrano po nizkih cenah revnim družinam in posameznikom, najrevnejšim tudi brezplačno. Vsakodnevni promet in donacije sta ljudski kuhinji omogočila, rekla, nemoteno delovanje. Prva svetovna vojna je pa bila za ljudsko kuhinjo velika preizkušnja. Kuhinja zaide v krizo, zato ker ni poviševala cen obrokov v skladu s padanjem vrednosti denarja, ker je na vsak način želela ustrajati pri nizki ceni in biti dostopna tudi najrevnejšim. Tako da brez znatnih izrednih podpor v tistem času ne bi obstala. Izredno in izdatno jo je podpiral nekdanji deželni odbor, za njim deželna vlada za Slovenijo, povereništvo za prosveto, potem mestni magistrat, odsek za prehrano, škofijsko društvo za varstvo otrok, denarni zavodi, zlasti Kranjska hranilnica, drugi dobrotniki, med katerimi je bilo zelo veliko duhovnikov. S svojim osebnim vplivom sta jo po tistih kritičnih časih zelo ščitila deželni glavar Ivan Šustršič in pa župan Ivan Tavčar. Po drugi svetovni vojni pa društvo Ljubljanske dijaške in ljudske kuhinje razpuščeno, njegovo premoženje podržavljeno in predano v upravo mestnega ljudskega odbora, oddelek za socialno skrbstvo. Ljudska kuhinja je postala obrat družbene prehrane, ki je pripravljal hrano za redne goste, pa nudil tudi druge gostinske usluge. Po osamosvojitvi Slovenije pa je ljudska kuhinja počasi zamrla. V letu 2014 je vrata odprla nova ljudska kuhinja v Mostah. Ne gre zdaj za kontinuiteto, ampak za idejo, ki jo je obudil humanitarni zavod pod Strehco. Referat se, kot rečeno, osredotoča na predstavitev te prvotne ljudske kuhinje. Moj glavni vir je bil pa intervju z direktorjem humanitarnega zavoda pod Strehco, gospodom Zbunkom Veličem, ki sem ga upravljal v začetku leta 2017. Dne 3. julija
Julija 2014 je torej vrata odprla nova ljudska kuhinja na Zaloški v Ljubljani, ki deluje v okviru humanitarnega zavoda Podstrehco. Ta zavod so decembra 2013 skupaj ustanovile največje in najuglednejše humanitarne organizacije v Sloveniji, in sicer Slovenska Karitas, Rdeči križ Slovenije, Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129, Zveza Rotary klubov Slovenije ter Zveza prijateljev mladine Moste-Polje. Gre za edino tovrstno usklajeno in povezano delovanje teh organizacij s pomočjo 60 prostovoljcev, ki so opravili okrog 2000 prostovoljnih ter okrog 40 000 prostovoljnih prispevkov zbranih s pomočjo socialnih akcij, organiziranih v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami Lions, Rotary in Caritas, so prenovili prostore propadle kitajske restauracije od Zaloške. Odprtju ljudske kuhinje je potrovalo povečano število socialno ogroženih oseb zaradi recesije, dolgotrajne brezposelnosti, bivanjske in druge stiske. V Ljubljani je deloval, v bistvu še vedno deluje, ampak jaz govorim za leto 2013, torej je deloval dnevni center za brezdomce Vincencijeve zveze Dobrote, kjer so dnevno razdelili od 60 do 80 brezplačnih toplih obrokov. Od leta 2013 so pa začeli opažati naraščanje števila uporabnikov, med katerimi niso bili samo brezdomci, ampak vedno več oseb, ki so sicer, bom rekla, imeli stanovanje, ampak ne zadostna sredstva za preživljanje. V drugem zavetišču za brezdomce na Poljanski cesti, ki tudi še danes deluje, ampak v tistem času so dnevno razdelili od 100 do 120 toplih obrokov, ampak ti obroki so bili v glavnem namenjeni za osebe, torej brezdomce, ki tam stalno bivajo, to jih je okrog 20, in pa potem še za brezdomce, ki pridejo tja samo prespat, teh je tudi okrog 120. Če pa kaj ostane, je pa višek namenjen zunanjim uporabnikom. Ampak v letu 2013 so tudi tukaj opazili, da se zelo povečuje delež zunanjih uporabnikov, se pravi ljudi, ki so v socialni stiski, ampak imajo pa kje za bivati. Tako da pomanjkanje razdelilnic brezplačnih toplih obrokov oziroma restauracij, ki bi v Ljubljani nudile hrano po minimalni ceni, je spodbudilo idejo zavoda Podstrehco, pri čemer je treba še enkrat torej poudariti, da ljudska kuhinja, ta novejša, ni naslednica prvotne. Gre torej samo za podedovano idejo. Zavod Podstrehco je, bom rekla, popolnoma privaten zavod, kar pomeni, da ga država ne podpira, ampak vse stroške pokriva sam s svojo dejavnostjo, z donacijami. Stroškov za najemnino sicer nimajo, ker jim je občina dala brezplačne prostore, ampak ostale stroške morajo kriti sami. Primarni namen zavoda oziroma te ljudske kuhinje je zagotoviti topli obrok socialno ogroženim osebam. Samo s to dejavnostjo pa ljudska kuhinja ne bi preživela, ker tudi pridobivanje donatorjev je težavno in zato so razvili koncept socialnega podjetja. Torej, ljudska kuhinja je odprta za vse ljudi, nudi zdrave, kvalitetne obroke po ljudskih cenah, hrano donirajo te velike trgovine, Spar, Tuš, Mercator. Za ljudsko kuhinjo je pa pravzaprav skozi problem, kako dobiti dovolj veliko bazo, bom rekla, teh prostovoljcev, ki so pripravljeni na svoje stroške vsak dan zvečer iti po hrano in jo potem razvoziti na odjemna mesta. Trenutna cena obroka v ljudski kuhinji je 3 evre. Od vsakega obroka, ki je plačan po polni ceni, je vsa razlika na klasno ceno namenjena v sklad socialnih obrokov. Torej, socialno ogrožene osebe, ki so prijavljene na Centru za socialno delo, plačajo obrok 50 centov. Omenjeni sklad potem krije to razliko. To pomeni, da vsak, ki v ljudski kuhinji plača topli obrok po 3 evre, torej po polni ceni, omogoči topli obrok nekomu, ki si tega ne bi mogel privoščiti. Namreč moto, bom rekla, v ljudski kuhinji je Pojem sva sita 2. Z različnimi izboljšavami želijo tudi privabiti čim več zunanjih obiskovalcev, z različnimi prostovoljnimi akcijami želijo posodobiti notranjo in zunanjo opremo, zato da bi bila čim bolj privlačna tudi za zunanje uporabnike. Tako so recimo v letu 2015
uspeli s pomočjo mednarodne organizacije Lions in njihovega sklada za pomoč in Slovenske zveze Lions klubov popolnoma prenoviti kuhinjski in strežni prostor in taka profesionalna oprema je v bistvu omogočila, da se dnevno razdeli do 400 obrokov. Obrok torej v ljudski kuhinji pod strehcem ni zastonj, ampak je plačljiv, čisto zaradi tega, bom rekla, psihološkega učinka. V Ljubljani je trenutno 5 brezplačnih razdelilnic tople hrane. Te prostori so zelo privlačni, bom rekla, za osebe, ki imajo težave z drogami in alkoholom. Socialno ogrožene družine, pa starejši občani, pa se takšnih okolij izogibajo. In s tem, ko je v ljudski kuhinji obrok plačljiv, avtomatično izpadajo te marginalne skupine, ker cilj je te ljudske kuhinje, da je privlačna za socialno ogrožene družine, za starejše občane in pa za solidne zunanje obiskovalce. Trenutno je registriranih v ljudski kuhinji pod strehco 850 uporabnikov, to je socialno ogroženih oseb. Od teh 850 je 56 do 60% družin z otroki, na drugem mestu so starejši občani, le 2 do 5% so pa ostali uporabniki. Število narašča, ker gre za privatni zavod, je odprt za socialno ogrožene iz vse Slovenije, ne samo iz Ljubljane. Torej, kdo rabi pomoč, je dobrodošel. Zavod je torej odprt tudi za tiste ljudi, ki imajo stanovanje, ki imajo minimalni dohodek, ampak od tega ne morejo živeti. Niso pa po zakonu upravičeni do dodatne pomoči, ker še vedno presegajo določen ta cenzus. Ob odprtju ljudske kuhinje pod strehco so predvideli, da bo kosilo potrebovalo od 100 do 200 socialno ogroženih posameznikov. Pričakovanja so bila preniska, naprimer po leti 2016 je bilo registriranih že 560 upravičencev. Predno se je zavod lotil projekta ljudska kuhinja, je naredil, bom rekla, interno raziskavo, ki v slovenski družbi je prisotno pomanjkanje hrane zaradi socialnih stisk. Raziskava je pokazala, da je le to prisotno pri starejših ljudeh, ki imajo minimalne, ki so samski in imajo minimalne pokojnine in pa v družinah z brezposelnimi starši. Torej, otroci dobijo topli obrok v šoli oziroma v vrtcu, starši brezposelnosti nikjer. Marsikdo se ne poslužuje teh razdelilnic toplih obrokov iz stereotipnega občutka manj vrednosti. In tukaj pride spet do izraza ta psihološki moment ljudske kuhinje, se prav plačaš minimalno in imaš še vedno občutek, da obvladaš nekako situacijo, da si še vedno sposoben skrbeti za svojo družino. V ljudski kuhinji pod strehco je zaposlen en kuhar in en vodja lokacije, ker je zavod socialno podjetje, morata biti po zakonu zaposlena 2. Vsi ostali sodelavci v kuhinji, v podpornih službah, so prostovoljci. 15 do 20 oseb deluje kot prostovoljci. To so večinoma socialno ogroženi, ki nimajo zaposlitve, lahko so tudi upokojenci, invalidi, ki so težje zaposljivi. Prostovoljci dobijo v ljudski kuhinji brezplačno hrano, dobijo hrano za domov, upravičeni so do višje socialne podpore. Na ta način imajo možnost, da si nekako izboljšajo svoje materialno stanje in tudi samo kvaliteto življenja. Torej, pomembno poslanstvo zavoda pod strehco je integracija družbeno odrinjenih oseb ponovno v družbo. Zavod prostovoljce usposobi. Prostovoljci so stari od 19 do 64 let, vsak dela v skladu s svojimi sposobnostmi, lahko govorimo o notranjem razvoju kadra. Posameznik napreduje po lestvici zadolžitev, pri tem se pridobiva socialne veščine in je postopoma sposoben vedno bolj za zahtevnejše naloge. In v tem sistemu izgrajevanja kadrov so natančno opredeljena pravila. Tako, če rečem, izoblikovana oseba ima večjo možnost, da dobi zaposlitev nekje drugje redno. Zavod napiše takšni osebi priporočilo. Na ta način so zaposlili že 6 oseb in nov delodajalec ve, da je ta oseba preverjena, da ima delovne navade. Zavod pod strehco sodeluje tudi Šent Primo, to je zavod za rehabilitacijo in izobraževanje. Šent Prima si prizadeva za večjo delovno vključenost invalidov ter destigmatizacijo oseb z motnjami v duševnem zdravju. Zavod omogoči
takšnim hendikepiranim osebam zaposlitev kot prostovoljec in vključitev v realno delovno okolje. V ljudski kuhinji se poleg osnovnega namena dnevne ponudbe toplega obroka izvaja tudi program socialnih in kulturnih, kuharskih delavnic, individualno svetovanje posameznikom in skupinam, osnovno informiranje glede zdravljenja različnih odvisnosti, nameščanje v posebne in socialne zavode, prav tako je tudi to prostor za neformalno druženje, tudi sicer zavod pod strehco svojo dejavnost širi na sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, kjer so aktivni pri pripravi hrane, zagotavljanju cateringa in drugimi projekti, ki so vir dodatnih finančnih sredstev. Torej, zavod veliko vlaga v samo promocijo, saj mu to omogoča preživetje. Ob različnih priložnostih ljudsko kuhinjo obiščajo znane osebe iz javnega življenja, kar je dokumentirano in objavljeno na družbenih omrežjih, ki se jih zavod vedno pogosteje poslužuje. Facebook je njihov primarni način komunikacije. Torej, tukaj vidimo direktorja zavoda skrajno levo Zvonka Beliča, potem pa seveda našega predsednika, ki zelo rad peče piškote. Edinstven je tudi njihov projekt Srčne kuhinje, s pomočjo katerega se tudi delno financira sklad socialnih obrokov. Gre za mrežo slovenskih gostincev, ki imajo posluh za socialno ogrožene in se čutijo družbeno odgovorne. Sistem je tak, da tisti, ki bi radi prispevali za socialno ogrožene obrok po 3 evre, ampak živijo predaleč od ljudske kuhinje na Zaboški, imajo možnost, da gredo v njim najbližjo, bom rekla, gostilno, ki ima to oznako Srčna kuhinja in deluje po sistemu Ko jem sva sita 2. V glavnem na isti način v bistvu te ljudje darujejo višek sredstvo v sklad socialnih obrokov in s takim načinom zavod širi svojo dejavnost v vsa večja slovenska mesta. Torej, humanitarni zavod pod strehco, v okviru katerega deluje ljudska kuhinja, si prizadeva s svojim delovanjem, če tako rečem, ustvarjati odgovorne državljane in pomagati pri samooskrbi, ekonomski neodvisnosti, ekološki ozaveščenosti, skrbi za lastno zdravje, ter jih informirati o njihovih pravicah in možnostih, ki so jim dane v okviru lokalne skupnosti. Zavod si zato prizadeva za sodelovanje z lokalnimi organizacijami, to je šolami, zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, kulturnimi ustanovami in društvi. Prostori zavoda so tudi odprti za srečanje nevladnih organizacij, ki izvajajo svoje strokovne programe. Tako da lahko rečemo, da se svojo širino, odprtostjo, strpnostjo in razumevanjem zakonitosti socialnega podjetništva je ljudska kuhinja pod strehco primer zgodbe o uspehu. Hvala.